Še enkrat vseh skupaj lep pozdrav. Vlada je na današnji seji sprejela besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku. S predlogom tako skrb za dobrobit in procesne pravice žrtev stopa v ospredje kazenskega postopka. Novela ZKP-N tako predstavlja pomembno spremembo. Naslavlja na eni strani mednarodne zaveze, kot tudi pomanjkljivosti obstoječe ureditve. Pri njeni pripravi smo v sodelovanju z različnimi deležniki identificirali najbolj kritične točke kazenskega postopka in na podlagi teh ugotovitev pripravili tudi rešitve. In kar bi posebej še izpostavila tudi to, da po številnih obsežnih, strokovnih in medresorskih usklajevanjih je predlog s ključnimi deležniki, torej s policijo, državnim tožilstvom, sodstvom, pa tudi z odvetniki, ministrstvi usklajen. Osnovni cilj predloga zakona je implementacija direktive o žrtvah. Republika Slovenija že od leta 2015 zamuja, prvi rok je bil 16.11.2015 in mora sedaj, ko smo pred kratkim dobili potrditev za podaljšanje roka strani Evropske komisije, spremembe uveljaviti do 9. aprila letos. Povedati pa je potrebno, da je slovenska pravna ureditev že pred sprejemom navedene direktive vsebovala večje število rešitev, ki so vključevale tudi in urejale položaj žrtev in so po svoji vsebini že pomenile tudi implementacijo direktive o žrtvah. Prav tako bi povedala, da tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve pripravlja novelo zakona o socialnem varstvu, ki bo urejala pomoč in podporo žrtvam, ki ni vezana na procesno vlogo žrtve. Torej, če povzamem, poleg prenosa direktive o žrtvah, predlog novele vsebuje tudi pomembne rešitve, ki so povezane s prenosom odločb Ustavnega sodišča, pa tudi Evropskega sodišča za človekove pravice, ter druge strokovno usklajene rešitve, povezane z izzivi v praksi. In naj izpostavim nekatere rešitve tudi v luči odmevnih primerov v javnosti. Z novelo se dopolnjuje že veljavna ureditev, ki ureja položaj žrtev, s tem, da se na sistemski ravni celovito ureja njihov položaj. Posebna pozornost je namenjena zlasti ranljivim skupinam žrtev, med njimi tudi mladoletnim osebam. Žrtev ne bodo več zgolj nekakšna kolateralna škoda kaznivega dejanja, s katero se bolj ali manj posredno ukvarjajo vsi, ki sodelujejo v postopku. Skrb za njihovo dobrobit in procesne pravice stopa v ospredje. Med novostmi bi posebej izpostavila zagotavljanje informacij žrtvam o njihovih pravicah že v prvem stiku, obveznost izdelave individualne ocene ogroženosti žrtve in potrebe po zaščiti, pravica žrtev do obveščenosti o stanju v postopku, več možnosti za prisotnost zaupnika v različnih fazah postopka, pa tudi minimiziranje stikov žrtev z osumljencem. Novela tako dopolnjuje obstoječo ureditev s tem, da vzpostavlja sistem pomoči za oškodovanca oziroma vzpostavlja v ospredje žrtev. Nevladne organizacije, ki že sedaj imajo veliko vlogo pri podpori in pomoči žrtvam kaznivih dejanj, opozarjajo, da oškodovanci kaznivih dejanj teh dejanj ne prijavljajo tudi zaradi njihove neustrezne obravnave. Zato uveljavitvijo teh sprememb, ko bo v ospredje postavljena vloga žrtve, menimo, da lahko ta problem naslovimo in da se bo to v prihodnosti tudi spremenilo. V skladu s predlaganimi spremembami bo žrtvam kaznivih dejanj na voljo tudi pomoč, ki jo glede na vrsto kaznivega dejanja potrebujejo. Ali govorimo o zdravniški pomoči, psihološki pomoči oziroma tudi kakšni drugi svetovalni pomoči. Posebna pozornost, kot sem dejala, se namenja tudi mladoletnim žrtvam kaznivih dejanj in iz procesnega vidika se postavlja tako tudi temelj za hišo za otroke, medresorski projekt, v katerem smo v preteklosti ga že predstavljali. S snemanjem zaslišanja otroka kot priče se želi preprečiti sekundarno viktimizacijo in ponovno zaslišanje v kasnejših fazah postopka. Kot sem rekla, s predlogom se zasledujejo tudi krepitev učinkovitosti dela policije, državnega tožilstva in sodstva, seveda ob ustreznem varstvu pravic obdolžencev, oškodovancev in tretjih oseb. In naj izpostavim konkretne primere. Rešuje se vprašanje hrambe gradiv iz prikritih preiskovalnih ukrepov. V nekaterih v javnosti izpostavljenih primerih je prišlo do uničenja izsledkov prikritih preiskovalnih ukrepov po preteku 2-letnega roka po koncu njihovega izvajanja. S to predlagano novelo se sedaj nedvoumno določa, da ta rok pretrga
katerokoli dejanje državnega tožilca usmerjeno v pregon. Se pravi, ne le vložitev obtožnice, ampak tudi na primer podaja predloga za hišno preiskavo, razpis tiralice in podobno. In s tem se jasno določa, da namen zakonodajalca ni uničenje zakonito zbranih dokazov v najzahtevnejših kazenskih primerih gospodarskega in organiziranega kriminala. Nadalje sistematično se ureja zaseg predmetov, spisov in elektronskih naprav odvetnikov in drugih oseb, če gre za njihovo gradivo, ki vsebuje privilegirano komunikacijo. Vas bo zanimalo tudi to, da se ureja varovanje novinarjevega vira. Prav tako se popravlja ureditev hišne preiskave. Omejuje se tudi nepotrebno dolgotrajno branje dokaznega gradiva na glavnih obravnavah, torej nič več bralnih vaj. Z namenom racionalizacije izvedbe glavne obravnave se bolj jasno ureja možnost sodišča, da se izogne nepotrebnemu branju dokaznega gradiva, s katerim so stranke že seznanjene. In to pomeni tudi skrajšanje postopka, postopek pa se osredotoči le na tiste dele gradiva, ki so pomembne za odločitev. Omejujejo se tudi možnosti za zlorabe zdravniških opravičil za odsotnost na glavnih obravnavah ali posameznih procesnih dejanjih iz zdravstvenih razlogov. S predlagano novelo se tako natančneje določeni pogoji upravičene odsotnosti na narokih. V primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov pa je urejena tudi možnost preverjanja utemeljenosti zdravniških opravičil. Novela olajšuje pregon bančnega kriminala. Predlagana je nova določba, ki pravnim osebam javnega in zasebnega prava, torej bankam, hranilnicam, drugim gospodarskim družbam, omogoča, da kadar se odločijo naznaniti kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, da skupaj z naznanilom posredujejo tudi tajne oziroma zaupne podatke, na primer kreditno oceno, ki jo je izdela banka. Novela omogoča tudi orodja za boj proti kibernetskemu kriminalu. S predlagano novelo se natančneje opredeljujejo pogoji za dostop do naročniških in prometnih komunikacijskih podatkov, ki vključujejo tudi varovalke proti morebitnim zlorabam. Posebej se ureja tudi obveznosti v povezavi z digitalnimi valutami. Novela zasleduje kadrovsko racionalizacijo dela sodišč in pospešitev kazenskega postopka. Sodnikom se dajejo tako večja pooblastila za odločitve, to so tista pooblastila, ki so bila do sedaj v pristojnosti tako imenovanega izven obravnalnega senata. Sam lahko odloči o spremembi varnostnih ukrepov, preklicu pogojne obsodbe in podobno. Predlog novele tudi olajšuje možnosti za pridobitev potrdila, da posameznik ni v kazenskem postopku. Tovrstna potrdila, kot vsi veste, so potrebna o prijavi na prosto delovno mesto, zelo pogostokrat. Do sedaj je bilo možno to potrdilo dobiti le osebno na sodišču, sedaj pa bo možno to tudi po pošti, na novo se tako določa možnost oddaje vloge po pošti ali preko elektronske poti. Seveda z novelo ZKP delo na tem področju ni zaključeno. Mi smo povedali, da zaradi implementacije direktive o žrtvah in zaradi roka, ki nam je bil od leta 2005 sedaj podaljšan, od 2015 sedaj podaljšan na 9. april letos, smo morali umakniti določene rešitve, ki v strokovni javnosti niso bile dovolj usklajene. Menili smo, da nimamo dovolj časa, da bi z vsemi deležniki popolnoma uskladili, zato smo to tematiko pustili za novelo O, ki jo bomo morali pripraviti tudi v luči novejših direktiv. In kar bi povedala še posebej, da po sprejemu novele bo Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju s pristojnimi deležniki oblikovalo delovno skupino za implementacijo določb, ki se nanašajo na žrtve kaznivih dejanj. In tudi v času do sprejemanja novele v parlamentu bomo javnosti tematsko predstavili posamezna področja te novele, tako da bodo vsi, ki se soočajo z tem, na kar naslavlja ZKP-N, se pravi zlasti imam v vidu žrtve, tudi vedeli, kakšne pravice imajo. In skupaj vsi, se pravi tako policija, tožilstvo, sodstvo, pa tudi nevladne organizacije, bomo delali na osveščanju javnosti in seveda tudi na usposabljanju vseh, ki so vključeni tako ali drugače v kazenski postopek. Hvala. Hvala ministrici. Zdaj pa vaše vprašanje na to temo. Izvolite. Zdravo, že boš izpod črto. Mene zanima najprej sam, določbe v PPD-jih, ki jih je prejšnji minister dal v zakon, ostajajo v zakonu, ali se to tudi vendar?
To imate v mislih preiskavo? Ja, Ja. Kot sem povedala, da smo tiste določila, ki so v strokovni javnosti v preteklosti zbujala tudi največ pripomb in zaradi česar menimo, da je predlog zakona ob drugi obravnavi v parlamentu doživel pač tak uspeh, kot ga je doživel, smo umaknili iz tega predloga. Predvsem zaradi tega, ker smo menili, da v preteklosti ni bilo dovolj usklajevanj in da tudi deležniki, ki bi morali izvajati določila, ki so bila tudi še v našem osnutku, ko smo ga dali v strokovno obravnavo, opozarjajo, da nimajo zaenkrat niti dovolj sredstev, niti dovolj drugih materialnih pogojev za izvajanje teh določb. In če želimo imeti kvalitetno zakonodajo, moramo imeti tudi takšno zakonodajo, ki jo organi, ki jo uporabljajo, lahko izvajajo. ok, pa me pa samo še zanima, glede tega, da ste rekli, da boste določene novosti pol upeljali tudi v naslednji noveli ZKP-O, ne? A torej takrat morda pridejo te novosti, ki bi racionalizirale sodno preiskavo in vse v zvezi z tem delom postopka, ki je zdaj predolg v nekaterih primerih, ali ne, pa kdaj bo predvidoma ta novela sprejeta oziroma kdaj boste pripravljeni? Zagotovo so nekatera določila, ki so bila usklajena z vsemi deležniki, kot sem povedala, tako s policijo, tožilstvom, sodstvom, pa na drugi strani tudi z odvetniki, vsebujejo tudi ta novela. Tista najbolj diskutabel v javnosti pa bomo dali v novelo O. Mi pričakujemo po sprejemu te novele v parlamentu oblikovati skupno delovno skupino, ki je sestavljena vseh deležnikov, da na takšen način v najširšem krogu dobimo usklajene rešitve. Težko je seveda na eni strani tehtati, kdo ima bolj prav, policija, tožilstvo, odvetniki, ampak zagotovo vsi skupaj, in tako je bilo tudi dogovorjeno z predstavniki teh stanovskih organizacij, zasledujemo skupen cilj in to bomo naslovili pri noveli O. Zdaj pa glede na to, zagotovo se bo delovna skupina oblikovala že v tem letu, takoj po sprejemu, kakšna bo pa časovnica, tudi glede na to, kako bodo sprejete direktive v Evropski uniji, pa bomo videli, kdaj bo tudi sam sprejem v praksi. Imamo še 3 vprašanja, najprej Radio Slovenija, potem Planet in ne nazadnje POP TV. Ja, Nataša Molec, Radio Slovenija. Gospa ministrica, lahko še enkrat strnete oziroma bolj konkretizirate, kakšne bodo pravice žrtev kaznivih dejanj njihovih svojcev, da se razume za javnost? Zdaj jaz mislim, da sem pravzaprav zelo poskušala skupaj vam povedati, ampak zagotovo lahko še enkrat. Mi postavljamo z novelo žrtev v ospredje. Do sedaj je bilo splošno prepričanje, da je žrtev neka kolateralna škoda. Vsi deležniki v postopkih se zavedajo, da to ni prav in to pomeni tudi tisto bistvo implementacije direktive za žrtvah. In zato bi med novostmi posebej izpostavila poleg tega, kar sedaj že imamo, tudi zagotavljanje informacij žrtvam o njihovih pravicah v prvem stiku, obveznost izdelave individualne ocene ogroženosti žrtve in potrebe po zaščiti, pravice žrtev do obveščenosti o stanju postopka, več možnosti za prisotnost zaupnika v različnih fazah postopka, minimiziranje stikov žrtev z osumljenci, tudi to, da bo žrtvam kaznivih dejanj na voljo pomoč, naj si bi to zdravniška, psihološka, svetovalna, in tudi glede mladoletnih žrtev kaznivih dejanj, da se tukaj postavlja tudi z procesnega vidika temelj za hišo za otroke, kjer bi na enem mestu se opravile vsa zaslišanja, tudi posnetki, tako da ne bi prišlo do kasnejših viktimizacij. Hvala, potem pa še glede tožbe zaradi preiskav Banke Slovenije. Kakšno bo stališče Slovenije? So bile hišne preiskave v Banki Slovenije zakonite? Jaz sem ob tem obvestilu, ki ga je dala Evropska komisija, ko je napovedala tožbo zoper Sloveniji, povedala, da po mojem vedenju so organi ravnali prav in da niso prav njihove navedbe. Bi pa opozorila, da je šlo za preiskavo v Banki Slovenije, ne v Evropski centralni banki. V nekaterih medijih so bile navedbe nekoliko drugačne. In tudi sama odločno podpiram delovanje naših organov, tako policije kot tudi tožilstva. Bo pa ta primer pomenil pomemben precedens tudi za druge države, kajti organi so poskušali ves čas sodelovati z predstavniki Banke Slovenije, da bi pridobili potrebno gradivo, da bi ugotovili,
ali so bile morebitne nepravilnosti ob sanaciji bančne luknje. Ta gradiva se niso dala dobiti in potem je tožilstvo na podlagi sodne odredbe izvedlo tudi hišno preiskavo in ob sami hišni preiskavi so šele začeli sklicevati tudi na imuniteto arhivov Evropske centralne banke oziroma Evropske unije kot take. Evropska komisija si razlaga pojem njihovih arhivov zelo široko, mi se s tem ne strinjamo in tu mislim, da bo tisti pomemben precedens tudi za ostale države. Menim sama, da bi Evropska komisija morala slediti tudi načelom transparentnosti, načelom javnosti delovanja in zaradi tega še posebej sodelovati tudi z nacionalnimi preiskovalnimi organi, kar v tem primeru ni bilo tako. Potem bo naprej, seveda, glede na to, ko bomo dobili tožbo, bomo pripravili tudi odgovor, kaj bo v tožbi navedeno. Smatramo, da verjetno to, kar je bilo že v toku preiskave predmet spora, ampak bo pomenilo pomemben precedens, sama pa mislim, da ima vsaka država vsako pravico, da ugotovi pravilnost oziroma nepravilnost delovanja svojih organov in tudi morebitno odgovornost vodilnih, ki vodijo takšne institucije. Imamo še 3 vprašanja, TV, Planet in potem TV Slovenija. Jaz bom imel 2 temi, gospa ministrica, ki se deloma prekrivata. 2 vprašanja. Sicer najprej me zanima, če ste dobili poročilo o stanju v vseh slovenskih zaporih, ali potem gospod Podržaj ohranja vaše zaupanje, ali ga nameravate zamenjati oziroma odstaviti, glede na to, da je vmes prišlo še do incidenta na Dobu in pa še nekaj dodatnih anonimk o domnevno katastrofalnih razmerah v slovenskih zaporih. Mogoče to najprej? Sama sem lahko. Ob prejetju poročila, kaj se je dogajalo v Kopru, sem vlado seznanila. Prav tako tudi z poročilom, ki so ga v zaporih zelo hitro pripravili, kakšno je stanje v drugih zavodih. Takratna ocena vodstva, se pravi tako generalnega direktorja, kot tudi vseh vodij ostalih zavodov, je bilo, da je stanje pod kontrolo in da se v zaporih izvaja vse tako, kot se mora. Zagotovo sem sama presenečena nad vsemi anonimkami, ki so se pojavili v teh dneh. Moram pa povedati, kar ste verjetno tudi sami ugotovili, saj smo bili v tistih dneh non-stop na televizijskih oddajah, da gre tudi za neke vrste oseben spor med vodjem enega sindikata in tudi vodjem zapora, za katerega sem mislila, da sem ga zgladila. Mi smo 11.1., se pravi petek, 2 tedna nazaj, imeli skupno srečanje, kjer so bili prisotni tudi predstavniki drugega sindikata, kjer smo obravnavali zadeve, ki so bile aktualne, tudi še katere druge, kjer sem jih tudi seznanila, da smo dobili dodatne kvote za zaposlitev dodatnih pravosodnih policistov, da so v teku postopki skupaj z strokovnimi delavci, jih je okoli 30, se pravi, da dobimo 30 plus najmanj še 30 dodatnih kvot za zaposlitev v letošnjem letu in da sredstva za to imamo tudi že zagotovljena. Ker tudi sama, ko sem prišla na ministrstvo, so me tako, kar mi je bilo pravzaprav že znano iz preteklih tako medijskih, kot tudi obravnav na seji vlade, bila seznanjena z kadrovsko podhranjenosti, kar se tiče pravosodnih policistov v zaporih. Tako da na nek način smo to uredili in sindikati so seznanjeni z tem. In dogovorili smo se tudi, na kakšen način bo potekal socialni dialog naprej. Kolikor je meni znano, tako mi je bilo povedano na tistem sestanku, kjer smo bili prisotni, se pravi tako generalni direktor, kot tudi predstavniki obeh sindikatov, že nekaj časa, redno, vsakomesečno, potekajo sestanki sindikalnih predstavnikov z vodstvom posameznega zapora, kjer se naslavljajo in rešujejo aktualni izzivi oziroma problematika. In dogovorjeno je bilo, da se bodo vsi predstavniki, se pravi oba predstavnika obeh sindikatov, udeležila tudi srečanja generalnega direktorja z vsemi vodji posameznih zavodov. Oni imajo redno tedensko srečanje in velikokrat so predstavniki sindikatov prav tako povabljeni na ta srečanja. Žal se po mojem mnenju tega ne udeležujejo tako, kot bi morali, zaradi tega, ker sama sem jih pozvala, naj sedejo za mizo
in da se za mizo naslovijo aktualni problemi, tako kot v preteklosti, in da se poskuša tudi rešiti. Mi smo se strinjali, da smo vsi skupaj za to, da poskušamo izboljšati stanje v zaporih. Tudi s tem so se vsi prisotni strinjali in zato sem bila potem malo presenečena, da kljub našim dogovorom na tistem sestanku je prišlo do vse te konverzacije v medijih tako ali drugače. Jaz še vseeno sem se vedno pripravljena sestati z predstavniki sindikata, menim, da to vedo, ker smo že sedeli skupaj. Prav tako so še vedno vabljeni 5., da se udeležijo tega sestanka. Udeležila se ga bom tudi sama, do sedaj se ga je udeleževala sekretarka državna, ki je bila zadolžena za to področje, in upam, da bomo na tem sestanku, srečanju lahko tudi kaj razrešili. Zagotovo sama poudarjam, da je pravi prostor za reševanje problemov najprej za mizo, in če se za mizo ni moč dogovoriti, potem so na voljo tudi drugi instrumenti. In menim, da do sedaj nismo v dovolj veliki meri tega izkoristili. Ne bom zdaj zvračala odgovornosti na eno ali drugo stran. Na naši strani je pripravljenost in smo odprti za pogovore. In nekaj smo jih že razrešili. Zagotovo pa je sedanje vodstvo, že ker sem bila tudi članica vlade, v preteklosti opozarjalo na razmere v zaporih, na kadrovsko pohranjenost, na to, da so tudi ti sistemi delili usodo vseh ostalih sistemov, se pravi, kar se tiče zmanjšanja vlaganj sredstev v času krize, da pa se je v zadnjem obdobju začelo vlagati in da moramo z to dinamiko nadaljevati. Sama bom to dinamiko okrepila, zaradi tega sem tudi naročila, da naj mi izdelajo vse posod neke načrte vlaganj in pripravijo tudi neko oceno potrebne dinamike, in verjamem, da bom tudi tukaj v okviru sredstev, ki jih imamo že na razpolago, pa če bo potrebno tudi z dodatnimi sredstvi, ukrepili varnost v posameznem zavodu. Povedala bi se še, da se mi je zdelo zelo dober predlog rešitev, da bodo pri oceni varnosti, ki jo morajo tudi navolirati v vsakem javnem zavodu, v večji meri poslušali tudi pobude posameznih pravosodnih policistov. Tako da bodo tisti, ki v praksi najbolj spremljajo razmere v posameznem zavodu, lahko pripomogli k temu, da bo varnost in primerna obravnava tistih, ki so v tem zavodu, na eni strani tako obsojencev, kot seveda tudi vseh ostalih, ki delajo v tem sistemu, primerno zagotovljena. Gospa ministrica, stvar je v tem, da bo stvar vmes še eskalirala. Sindikata pravosodnih policistov namreč zahtevajo urgenten sestanek z vami in pa z gospodom Podržajem in celo zahtevajo takojšen odstop generalnega direktorja gospoda Podržaja. Torej, teh zahtev vi ne boste poslušali v nasprotnem primeru, namreč grozijo menda celo z kolektivno nepokorščino. Govorimo o kolektivni bolniški in posledično možnem množični odpovedi delovnih razmerij. Jaz sem vam pravkar povedala, da jih poslušam, da sem odprta za sestanek, da imamo enega dogovorjenega za 5.2. Če bo potrebno, seveda se pripravljena sestati z njimi že pred tem. Naslednji teden imamo tudi razpravo na odboru za pravosodje, tudi tam bo priložnost marsikaj zapovedati, ampak kot sama pravim, najbolje bi bilo in tudi prav in tudi v duhu sindikalnega dela, da se usedemo za skupno mizo in da se skupno mizo pogovorimo. 18.1. smo imeli sestanek pri nas, predstavniki obeh sindikatov in vodstva, in smo se dogovorili za sistem, kako bomo delali vnaprej. Ali so bile, ker so v anonimkah izražene tudi namigi na morebitne nepravilnosti, bodo seveda pokazale tudi preiskave. Mi imamo v posameznih zavodih preiskave, zaradi interesa preiskav ne bom podrobneje to vam govorila, ampak v sklopu tega, če se bo pokazala kakršnakoli nepravilnost, bomo seveda tudi primerno ukrepali. Do takrat pa gospod Podržaj ohranja vaše zaupanje? Govorim v roku parih dni, tednov in je nemogoče napovedati. Povem pa samo še to, da prava miza za pogovor je, da sedimo skupaj, ne na eni strani Ljubljane, drug na drugi strani Ljubljane in pogovarjamo se preko medijev. Želeli bi se dialoga za skupno mizo in da skupaj oblikujemo rešitve.
Kolegici sta bili potrpežljivi, Planet TV, izvolite. Martin Planet TV. Zdaj pojavilo se vse v javnosti fotografije zaprtega oddelka mariborskih zaporov, kjer je vnos telefonov vsakomur prepovedan. Gospod Podržaj je dal dovoljenje organizatorjem dogodka Čuza Fest, pa me zanima, ni to malo sporno, ker sedaj lahko vsak preuči arhitekturo zapora, pa tudi določena varovanja, ne predstavlja to nekega tveganja? Moja prva reakcija je bila zagotovo prav takšna kot vaša, pa so mi pojasnili, da ta projekt traja že par let. Zagotovo pa sama osebno menim, da fotografiranje notranjosti zapora in objavljanje te fotografije v javnosti ni primerno. Nisem pa tako podrobno seznanjena z vsemi navodili, kateri prostor, imamo različne prostore, pa je namenjen tudi takšni ali drugačni javnosti, seveda upoštevanju vseh varnostnih protokolov. Vrh slovenskih zaporov naj bi komuniciral s pobeglim Mitrovićem, to je primer iz Kopra. Boste odredili kakšno preiskavo? Gre namreč za to, da naj bi vplivali na njegovo izjavo o tem, da naj bi bili za njegov pobeg krivi pazniki, prvotna izjava njegova pa je bila drugačna, torej da pazniki niso bili krivi. Se pravi, boste odredili kakšno preiskavo glede na te informacije? V preiskavi, ki je bila že izvedena, je bilo ugotovljeno, in to smo tudi že predstavili javnosti, da je pobegli klical bivšega direktorja zapora v Kopru. In to je nedvoumno pisalo tudi v preiskavi. Kar se tiče preiskav drugih organov, zaradi same preiskave ne bi dajala izjav, bo pa seveda pokazala to tudi prihodnost. Ker post festum, po tem, kaj je poklical, naj bi zdaj spremenil izjavo in na to naj bi vplival? Kakor je meni zdaj iz časovnice, ampak če boste spremljali tisto sejo, ko je predsednica komisije, tudi zdajšnja direktorica zapora v Kopru povedala, mislim, da je bilo to kar naslednji dan. Tako da nisem čisto prepričana, če se te časovnice tako ujemajo, ampak zdaj zgolj ugibam na pamet, kaj, kjer uro, kjer dan, pa žal brez papirja pred sabo, nisem več zapomnila. Ja. Še zadnje vprašanje. Sabina Zonta, Televizija Slovenija. Vrnila bi se na napovedano tožbo Evropske komisije in sicer glede na to, da je napovedana, ali obstaja kakšna možnost, da do nje sploh ne pride? Oziroma, kaj lahko Slovenija naredi tukaj, da do nje ne pride? Ja, zdaj, ali da do nje pride ali ne, to je odločitev Evropske komisije. Jaz sem smatrala, da je odločitev sprejeta in napoved je, da jo bomo prejeli v roku 3 mesecev. Nekako tako naj bi postopki tekli. Zdaj, mi smo s tem primerom seznanili tudi druge države članice, vsaj s tistimi, s katerimi smo imeli takšne ali drugačne stike v tem kratkem času, in smo jim tudi obrazložili naš pogled na celotno zadevo, predvsem pa smo jih opozorili na pomemben precedens, ki ga bo potem ta odločitev imela tudi za njih. Se pravi, če je stališče Evropske centralne banke oziroma Evropske komisije, da se smatra kot arhiv tudi na primer pošta, ki jo pošiljajo nekomu preko maila, ali vam, ali pa recimo Banki Slovenije, da je to njihov arhiv in da ga naši organi ne smejo pogledati, pa se mi zdi to zelo, zelo široko tolmačenje evropske imunitete, in to bo v bistvu se tikalo tudi ostalih držav članic, in v sklopu tega pričakujem, da bodo ostale države članice prav tako spremljale razvoj in seveda tudi argumente ene in druge strani. Zelo pomembne teme, zato veliko vprašanj in končujemo z STA, izvolite. Ja, kolegi iz redakcije mi pošiljajo še eno vprašanje na novelo. Če je vanjo vključena tudi možnost uporabe IMSI lovilce? IMS, ja. Lahko povem, mogoče sem prej izpustila, da ja. Pobude se strani policije so bile še širše. Zagotovo policija sama tudi opozarja, da ji v primerjavi z nekaterimi drugimi državami ne omogočimo dovolj orodij, da bi učinkovito izvajali pregon. Tukaj smo šli korak naprej in z vidika povečevanja učinkovitosti dela je kot možnost preiskovalnih kaznivih dejanj in zbiranja dokazov uveljava tega IMSI lovilca. To gre za posebno tehnično sredstvo, ki zna simulirati nekatere funkcije bazne postaje ter na tak način opraviti določena preiskovalna dejanja na bližnjih mobilnih telefonih.